da bo tudi Slovenija čez 5 let debatirala o tem, ali je kronična debelost dovolj dober razlog za pomoč pri samomoru. Verjetno veste, da se zbirajo podpisi za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri samomoru. In nekaj podpisov še manjka, ampak imamo še cel teden časa, da jih zberemo. In v teh debatah okoli tega zakona velikokrat pride do izraza argument, da je zakon dober, ker je omejeno število ljudi, ki lahko kandidira za pomoč pri samomoru. In to ne drži čisto. Zakaj? Po zakonu je zdaj razlog za to, da je lahko človek kandidat za pomoč pri samomoru, neozdravljiva bolezen in neznosno trpljenje. Pričemer je to neznosno trpljenje zelo široko definirano in v bistvu je veliko interpretacij, kaj vse bi lahko pasalo po to neznosno trpljenje. Ampak tudi, če v bistvu bi bilo ta definicija neznosnega trpljenja neprodušno zaprta in bilo res zelo jasno definirano, v katerih primerih človek lahko zaprosi, to še vedno ne bi bil dosti dober razlog za to, da bi bili samozavestni pri sprejemanju tega zakona. Zakaj? Zato, ker ta definicija se vedno samo lahko razširi. In ni to samo neka prazna domneva, ampak lahko pogledamo v tujino, kjer so države, ki so imele tako zelo ozko definirane pogoje, vedno to pravico samo razširile. Pogledamo Belgijo, pogledamo Nizozemsko, Kanado in tako naprej. In vedno se v bistvu krog upravičencev širi in razlogov, zakaj človek lahko kandidira za evtanazijo in pomoč pri samomoru, je vedno več. In to ni presenečenje, saj organizacije, ki spodbujajo popolno liberalizacijo evtanazije, torej da ima človek pravico, da mu država pomaga pri odvzetju njegovega življenja, v bistvu spodbujajo tak postopen pristop. Da postane najprej družbeno sprejemljiva evtanazija, je treba zelo omejenemu krogu najprej omogočiti, potem pa lahko počasi krog upravičencev širimo na čedalje več, dokler v bistvu razlogov, zakaj, dodatnih razlogov, razen želje po smrti, v bistvu ni več. In zelo dober primer je tukaj Kanada. Kanada še 10 let nazaj ni imela uzakonjene evtanazije in leta 2015 je v zadevi Carter vrhovno sodišče določilo, da mora država omogočiti terminalnim bolnikom pomoč pri samomoru in evtanazijo. In leto kasneje so sprejeli zakon, kjer je bilo zelo ozko definirano, kdo je vse lahko kandidat za evtanazijo in pomoč pri samomoru. Oni so imeli v bistvu terminalno bolezen kot razlog, kjer je mogla biti razumljivo predvidljiva smrt. Torej, da je zdravnik ocenil, da ta človek ima 3 mesece časa še svojega življenja. Zelo ozko definirano. In kaj se je zgodilo? Čez 3 leta se je zgodilo, da je prišla nova odločba sodišča, kjer je Tucson je bila zadeva, kjer se je nekdo pritožil, da ni pravično, da samo v terminalnih primerih človek lahko kandidira za evtanazijo. In leta 2021 so potem na podlagi te odločitve sprejeli zakon, kjer je nekaj podobnega kot v našem zakonu. Tam piše, da je neozdravljiva bolezen in invalidnost, torej dodatna invalidnost in v bistvu neznosno trpljenje, kot je pri našem zakonu. In to je zelo v bistvu široko, zato ker ti lahko imaš neozdravljivo bolezen, ampak razlog, zakaj ti delaš samomor, je pa lahko nekaj drugega. Zato imamo velikokrat absurdne primere, kjer imajo ljudje sicer neozdravljive bolezni, ampak razlog, zakaj so pa delali samomor, je pa recimo insufficient housing, torej pač, da nimajo stanovanja ali pa osamljenost. In pred kratkim sem videl recimo primer, da je ženska zaprosila za evtanazijo zaradi kronične debelosti, nekdo drug je zaprosil za evtanazijo zaradi tega, ker je žaloval za smrtjo svoje žene. Tako da teh primerov je zelo veliko, absurdni so. Zdaj pa debatirajo v Kanadi o tem, ali bi novorojenčke evtanazirali z neozdravljivimi boleznimi in če bi spustili starostno mejo 18 let in da bi tudi otroci pod 18 let lahko kandidirali za evtanazijo. Leta 2023 je kar 300 ljudi v bistvu umrlo oziroma bilo evtanaziranih na podlagi tudi demence. 100 izmed njih je bila demenca glavni razlog, zakaj so zaprosili za evtanazijo. In leta 2027 se bo ta njihov zakon
razširil, da bo glavni razlog, zakaj lahko človek prosi za evtanazijo, tudi lahko psihološka bolezen. In v bistvu vidimo, da je Kanada dober primer te progresije zakonodaje, kjer ni potreba sprejeti novega zakona ali pa neposredno novega zakona. Lahko odločba sodišča določi, da je pravica preveč omejena in da jo je treba razširiti. Ampak mi z gotovostjo lahko trdimo, da bo tudi Slovenija čez 5 let debatirala o tem, ali je kronična debelost dovolj dober razlog za pomoč pri samomoru. Z gotovostjo tega ne moremo trditi. Se pa moramo vprašati, ali smo res pripravljeni to tvegati. In če ti misliš, da ne, potem pejdi in podpiši za referendum.